V Sloveniji je bila reja plemenske perutnine nekdaj kar dobro organizirana. To tradicijo zadnja desetletja nadaljuje Pedagoško-raziskovalni center za perutninarstvo, ki deluje v okviru oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete. Ta center razpolaga z infrastrukturo, ki pokriva večji del tehnološkega procesa v perutninarstvu. Farmo za vzrejo in rejo matičnih jat kokoši lahkega tipa, valilnico, sortirni in pakirni center, klavnico ter laboratorij za ocenjevanje kakovosti jajc in mesa. Na Pedagoško-raziskovalnem centru za perutninarstvo izvaja Biotehniška fakulteta pedagoško, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo. V sklopu strokovnega dela izvajamo naloge na področju ohranjanja slovenskih pasem kokoši, tradicionalnih in avtohtone, s tem, da seveda s tem prispevamo k ohranjanju genetske raznolikosti, k ohranjanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala in na ta način seveda prispevamo do določene mere k krepitvi prehranske varnosti države in pa do določene mere tudi k krepitvi nacionalnega gospodarstva. Na perutninski farmi Krumperk pri Domžalah redimo 3 tradicionalne in eno avtohtono pasmo kokoši. Avtohtona je seveda štajerska kokoš. Tradicionalne pasme kokoši pa križamo med sabo, da dobimo končne hibridne nesnice, ki jih potem prodajamo pod trgovskim imenom Prelux. Te nesnice mi ločimo po barvi perja, in sicer je to grahasta, črna in rjava. Lahko rečemo, da seveda v svetovnem merilu prispevek našega centra k svetovnem perutninarstvu seveda ni velik. Lahko pa rečemo, da na lokalnem nivoju zagotavlja jate, torej hibridne nesnice, čiste pasme, ki so primerne zlasti za manjše sonaravne reje v pogojih, kakršni vladajo v Sloveniji in pa v naši bližnji okolici. Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ima tudi večdesetletno tradicijo v izvajanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov kmetijstva, posebej z področja zootehnike, živinoreje. Na PRC za perutninarstvo izvajamo učno prakso ter del praktičnih vaj za študente. Hkrati se na PRC za perutninarstvo izvajajo odobreni poskusi, v katerih študenti testirajo različne hipoteze iz svojih magistrskih in doktorskih del, izvajajo se poskusi v okvirih znanstveno-raziskovalnih projektov.